Promet, industrija in gospodinjstva porabijo veliko energije. To pa pridobivamo z gorivi, ki spuščajo v zrak ogljikov dioksid. Ta je sicer sestavni del našega ozračja, a ko ga je v zraku preveč, nastanejo težave. Ogljikov dioksid vpliva na spreminjanje podnebja, to pa lahko ogrozi obstoj človeka. V Evropski uniji vsak prebivalec s prevozi, ogrevanjem in porabo električne energije vsako leto povzroči za okoli 10 ton izpustov ogljikovega dioksida. Znanstveniki pa pravijo, da bi bilo potrebno do leta 2050 to količino zmanjšati na manj od 2 ton. Načrt zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida predvideva več ukrepov. Pri pridobivanju energije bi morali opustiti fosilna goriva, kot sta premog in nafta, ter uporabljati obnovljive vire, sonce, veter in vodo. Energijo pa bi morali porabljati tudi bolj varčno. Zgradbe bi morale biti grajene tako, da bi lahko zadrževale toploto. Uporabljali naj bi okolju prijaznejša prevozna sredstva, kot so denimo električni avtomobili. A to je le nekaj izmed načinov, kako zmanjšati onesnaževanje. K zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida lahko pripomore vsak, z ugašanjem luči in naprav, ki jih ne potrebuje, ločevanjem odpadkov ter uporabo kolesa ali javnega prevoza namesto avtomobila.